Dober večer in dobrodošli na znanstveni večer Univerze v Novi Gorici. To je letošnji prvi znanstveni večer v tem akademskem letu in kot verjetno veste, Univerza v Novi Gorici prireja te dogodke z namenom približati najnovejša dogajanja na področju znanosti in tehnologije širšemu občinstvu. Današnji večer je posvečen podjetništvu in tehnologiji, saj gostimo gospoda Iva Boscarola, podjetnika, ustanovitelja in lastnika podjetja Pipistrel iz Ajdovščine. To je tovarna letal, ki so vrhunski tehnološki dosežek na področju materialov, elektronskih inštrumentov, mehanike in aerodinamike. Gospod Ivo Boscarol je brez dvoma, vsaj v zadnjem času, medijsko precej pokrit, pa mi vseeno dovolite par minut, da opišem njegovo poklicno pot, ki je precej neobičajna in zaznamovana z dvemi značilnostmi. Ena je kronično pomanjkanje prostega časa in druga izjemno visoko število realiziranih projektov. Ko sem Iva spoznal v gimnazijskih letih, je takrat veljal za nesporno avtoriteto v Ajdovščini za dve področji, za fotografijo in letalsko modelarstvo. In ti dve dejavnosti, oziroma kot jo on imenuje mladostni ljubezni, sta pomembno zaznamovali vso njegovo poklicno kariero. Ko se je odpravil na študij v Ljubljano, se je takoj priključil takrat kultni fotogrupi Šolt kot aktiven fotograf in kmalu postal uraden fotograf v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani. Vmes se je ukvarjal z organizacijo rokovskih koncertov in takrat ga je oplazila tudi politika, s katero se zdaj predano in bolj intenzivno tudi ukvarja. Po vrnitvi v Ajdovščino ga je navdušila oziroma spet navdušila druga ljubezen, to je letalstvo. Postal je jadralni pilot in v naše kraje prinesel takrat novost, motorni zmaj. To je letalna naprava, ki na prvi pogled ne vzbuja prav veliko zaupanja, da lahko varno prepelje potnika iz enega kraja v drugega, no Iva je ta zadeva tako navdušila, da se je lotil z njemu lastnim načinom. Ustanovil je firmo. Začel je torej proizvajati motorne zmaje, najprej kot v manjših količinah, se pravi bolj za prijatelje in znance, no kasneje je ta zadeva postala izjemno uspešen tržni artikel in Ivo se je poleg tega začel ukvarjati tudi z zakonodajo na področju ultralahkih plovil. Pot iz šturske delavnice, kjer se je vse skupaj začelo, do sodobne tovarne na ajdovskem letališču je precej ravna po Goriški cesti in kratka, vendar pa je brez dvoma ta prava pot, ki jo je Ivo v tem času prehodil, precej ovinkasta, strma in zelo težavna. In o tej poti nam bo Ivo danes pripovedoval. Ivo, prosim. Pozdravljeni, hvala za ta lep uvod. No, jaz sem bil danes naprošen, da povem par besed o čarobni besedi, ki nas bo ves večer spremljala, to je beseda uspeh. Ta beseda je v Sloveniji zelo čudno včasih sprejeta. Namesto v pozitivnem smislu jo razumemo kot psovko oziroma bolj s tistim pridevnikom od spredaj kot neuspeh, zlasti, če je to za našega soseda.
Tako da biti uspešen v Sloveniji ni ravno enostavno, vendar če ima človek trdno voljo, če je prepričan v uspeh in če ve, kaj uspeh pomeni, potem se seveda tudi pred takimi preprekami ne ustraši. Uspeh je seveda lahko razumljen na več načinov. Zelo enostavna beseda je to. Vendar je zelo, zelo težko dosegljiva, če nam je cilj, ki si ga zadamo kot naš uspeh, daleč in za nas težko dosegljiv. Veste, v življenju se praktično niti ne zavedamo, kaj je vse uspeh. Uspeh za nas, vse tukaj je danes že to, da smo uspeli priti sem, da nismo imeli prometne nesreče in tako naprej. Včasih so uspehi del mozaika večjega uspeha, včasih dejansko pridejo spontano, včasih pa se moramo za uspeh izredno potruditi. Pred meseci, ko je Slovenijo in svet obšla ta novica o naši Nasini nagradi, me je ena novinarka vprašala, če pride tak uspeh čez noč. Ja, sem rekel, pride, vendar po 20 letih trdega dela podnevi. Tako da dejansko uspeh lahko merimo na različne vatle, vendar je pa izredno pomemben. In človek si mora v življenju zadati eno samo smer, če hoče preživeti v današnjem času, in to je biti uspešen. Uspešen na vseh področjih, doma, v zakonu, seveda tudi v poslu. Nažalost, živimo v času, ko je posel izredno pomemben, služba. In če v službi nisi uspešen, je zelo težko biti uspešen seveda tudi v zasebnem življenju, ker se te dve stvari prepletajo. Včasih smo v službi preživeli 1/3 življenja, danes ga preživimo že več. Zato je pomembno, da nismo poraženci. In tudi tisti poraz, ki ga doživimo, ga moramo doživeti le kot stopničko neuspeha na poti do končnega cilja. In to lahko dosežemo edino dejansko, če smo zelo, zelo prepričani vase. Kako in kakšna je bila moja življenjska pot, koliko je povezana z uspehom, sem se dostikrat spraševal. Do spet pred kratkim enega intervjuja, ko mi je novinarka hitro tako me je presenetila in je rekla, lahko vam, ker ste oven. Oven. Jaz teh stvari dejansko, bom rekel, moram priznati, se ne spuščam v nebesna znamenja in tako naprej, ampak seveda, ko sem prišel domov, sem vprašal hčerko in sem rekel, ti, ki si vzameš čas za to, najdi mi lastnosti ovna. In ko sem to prebral, sem začel razmišljati, da je človeku, ki je rojen v ovnu, enostavno zelo simpel priti do uspeha, ker so mu že geni dali zelo veliko možnost za to, da bo usojen na uspeh. Le poslušati se mora. In mislim, da to nismo samo ovni. Ljudje smo rojeni za uspeh, vendar si moramo cilje postaviti dovolj visoko. V življenju noben cilj ni previsok. Če je cilj dovolj visok, potem smo za to motivirani, če ni previsok, nam motivacija pade. No, ampak da bomo videli to na praktičnem primeru, kako to izgleda, se bom povrnil malček na tista moja gimnazijska leta. Mislim, da sem prej videl človeka, tudi profesorja Tomažiča, ki me je v gimnazijskih letih navdušil in zastrupil z mojo prvo veliko ljubeznijo fotografijo. Pogled skozi objektiv je na naravo fantastičen. Dejstvo, da pogled skozi objektiv spremeni človeka. In navadi se videti tisto,
kar je lepo, in tisto, kar ni lepo, zna tudi poudariti na en poseben način. Fotografija me je spremljala dolga leta, lahko rečem prvih tistih mojih 15 let. Zakaj 15 let, bomo videli malo kasneje. No, ampak dejstvo je, da me je fotografija spremljala tudi potem še v Ljubljani, ko sem se, tako kot je bilo že povedano, v fotogrupi Šolt aktivneje vključil. Postal sem seveda tudi, kar naprej lahko še malo gremo, ko sem se začel pojavljati tudi prvič mal v politiki. Takrat so me seveda takoj zaradi te izjave izključili iz Zveze mladine, ampak dejstvo je, da me je fotografija spremljala skozi celo mojo študentsko obdobje. S prijateljem Tomažem Domiceljem sva potovala po Evropi in za takratne časopise, kot je bil Stop, Jukebox in tako naprej, spremljala koncerte. Tomaž je pisal, jaz sem fotografiral in kar nekaj takih zelo zanimivih dogodivščin me spremlja iz tistega časa. No, to je recimo studio od Pink Floydov, ko so snemali album The Wall. Bila sva kar 10 dni njihova gosta v studiu nad Nico. Tomaž Domicelj je imel namreč precej prijateljev. Potem seveda sem se začel tudi aktivno ukvarjati s tiskarstvom. Namreč fotografija in glasba sta bila preko Tomaža Domicelja povezana, začel sem organizirati koncerte in vedno je bil problem, kdaj in kako stiskati na hitro plakate. In šel sem v Trst, kjer so prodajali barve, vprašal sem jih, če me naučijo, kako se pač rokuje sito oziroma kaj pomeni to sitotisk, in sem doma odprl eno majhno tiskarno. Seveda, posel je počasi se širil in enkrat sva s Tomažem Domiceljem po Londonu med enim koncertom in drugim se sprehajala in sem jaz zagledal v eni izložbi in kup enih takih okroglih zadev in sem rekel, kaj pa je to? Je rekel Tomaž v njegovem stilu, butela, ne veš, to so bejdži. Sem rekel, in kaj se pa to rabi? Praviš, to imajo za vse prireditve, imajo to, da se identificirajo in tako naprej. Sem rekel, to bi pa tudi v Jugoslaviji šlo, ne? Takrat smo bili seveda še v Jugoslaviji, to je bilo v 70-ih letih. Je rekel, ne nori, je rekel, v Jugoslaviji tega nobeden ne pozna, nobeden ne bo tega kupil, ne? Sem rekel, se ni treba, da poznajo, jih bomo pa naučili, da to potrebujejo. In seveda sem se spustil v tehnologijo. Tehnologija je bila izredno enostavna, pač potiskan papir, štancan in en tak majhen knakrček in si lahko to priponkico naredil. In to je potem postala kar nekaj let moja glavna tržna niša. Nekateri se še spomnite Slovenija, moja dežela in tako naprej. Nekateri se spomnite tudi tistih štafeta ne fala ali pa vizionarske, ko bom velik, bom carinik na Kolpi. Tako da so sosedje mislili, da sem zamenjal avto, ampak tisti modro-bel Golf na žalost ni bil moj, ki me je kar po cele tedne spremljal pred hišo, tako da sem zaradi raznih takratnih mojih akcij imel probleme seveda tudi z oblastjo. Ampak bil sem pač nemirni duh in to je bil moj užitek, če lahko temu rečem. No, študiral sem sicer ekonomijo in moram reči, da mi je ekonomija dala širino in dopolnila moje gene, ki sem jih dobil po mami, ki je bila računovodkinja, in tehnične po očetu, ki je bil izreden tehnični tip in inovator. In seveda je bila pa takratna ekonomija precej socialistično usmerjena, takrat je bilo združeno delo in ko sem prišel na Fruktal kot štipendist in sem predstavil svojo diplomsko nalogo in sem videl, da se nobeden ob njo ni niti obregnil, sem rekel, to ni zame in sem šel v obrt. Takoj iz faksa v obrt. Seveda doma so se križali in jim ni bilo jasno in so govorili, zakaj si pa študiral, da bo sedaj delal, vendar mene je pač zanimal rezultat mojih rok in tako sem se zelo intenzivno vrgel v obrt, razširil tiskarno in tiskal plakate za celo Jugoslavijo in pa seveda še tudi za ven.
No, pri priponkah moram reči, da sem se prvič srečal z eno zadevo, ki jo danes zelo popularno v študiju ekonomije predstavljamo, in sicer z delokalizacijo proizvodnje oziroma z delom na domu. Ta sama tehnologija je bila enkratna za to, imel si majhen knakrček in vsak popoldanec ali pa študent ali kdorkoli ti je lahko na domu to delal, tako da sem jaz praktično bil sam kot obrtnik, pol doline je pa mi lahko priponke izdelovalo. No, seveda, to je trajalo en čas, priponke so počasi zamirale, in treba se je bilo odločiti, kaj in kako naprej. Veste, danes bomo govorili tudi o inovativnosti. Inovacije imamo pozitivne, vendar imamo pa tudi rušilne inovacije. Rušilne inovacije so tiste inovacije, ki zaradi svoje novosti rušijo ali pa sesujejo drugo dobro stvar. In to se je takrat začelo pojavljati, ko so začeli prihajati printerji, PC in tako naprej. Tiskarstvo je počasi začelo zamirati, ker si je lahko vsak malo tiskal sam doma. In seveda, treba se je bilo odločiti, kaj, kako in naprej za preživetje. No, ampak takrat se je zgodila še ena druga stvar. Namreč s pojavom Dakrona pred časom, ko ga je pač NASA razvila za svoje potrebe in ga potem ni potrebovala in ga je dala tako v public domain, so se pojavili zmaji. In ko sem jaz kot seveda jadralni pilot, ki ni imel nikdar časa na letališču čakati na svoje letalo, videl prvič zmaja in to še celo motornega in videl možnost, da ga lahko potem spravim in peljem domov, sem seveda enega zmaja si po delih prepeljal iz Italije, takrat se temu reklo seveda prešverco, ampak uradne možnosti ni bilo, in začel s tem zmajem leteti. No, ta zmaj je bil na meji tega, da je lahko sploh letel, ne? Meni so rekli, lahko tebi leteti, vzameš anteno za drugi program, motorno kosilnico in dežnik od fruktala in si narediš letalno napravo, ne? Ampak dejstvo je, da to je letelo in je omogočalo svobodno letenje. Vendar pa, ker nisem bil s tem zmajem zadovoljen, sem si še s nekaj prijatelji, z Marjanom, Bojanom in tako naprej, tukaj iz Ajdovščine, smo si naredili novega, drugačnega, varnejšega, ki je letel tudi boljše. In ker so potem v Ajdovščino, ker je blizu seveda Italije, prihajali tudi Italijani, so tega zmaja videli in so počasi začeli govoriti, daj, a ne bi naredil ti še meni, pa še meni, pa še meni. In seveda, ko sem jaz videl tržno nišo, da postaja tržna niša tudi motorni zmaj, poleg mojega tiskarstva, sem rekel, ok, bom pa jaz preregistriral svojo dejavnost iz tiskarstva še v motorni zmaj. Seveda to je bilo takrat v Jugoslaviji bogokletno, ne? V Beogradu to je bilo pod pristojnostjo Zveznega komiteja za promet in zveze. Proizvodnja letal so rekli, kaj si pa ta dečko misli, a misli on proizvajati letala, ne? Ampak ker sem bil pač uporen, sem počasi uspel, da sem uradno pridobil tudi status proizvajalca letal. No in 20. oktobra letos je bilo 20 let, odkar sem postal prvi zasebni uradni proizvajalec letal v takratni Jugoslaviji. Seveda, že takrat sem vedel, da bo takratna država premajhna za motorne zmaje oziroma za mojo proizvodnjo in zato smo si nadeli ime. Jaz sem se takrat seveda precej tudi s članki bavil, sem to pripeljal praktično v Jugoslavijo, ta nov način letenja, ki je potem seveda poleg motornih zmajev zajel tudi ultralahko letenje. Vendar, ker sem vedel, da bomo morali prodajati tudi v tujino, tujina je bila takrat Italija, sem si nadel ime, ki naj bi ga razumeli v Italiji. In ker smo leteli zvečer po noči, ker smo bili tukaj še ilegalni, smo izgledali kot veliki netopiri, smo iz latinščine dobili ime netopir, ki je bil Pipistrellus, in smo si nadeli ime Pipistrel. Tako da, jaz sem že takoj na začetku bil prepričan, da je brand osnova vsakega poslovanja. Blagovna znamka je tista, na kateri smo gradili vsi, cel moj kolektiv od celega začetka. In moram reči, da danes v svetu, če bi mi prodajali
naša letala pod blagovno znamko Slovenije ali karkoli namest Pipistrel, bi sigurno iztržili lahko 20-30% manj, kot pa s to blagovno znamko, ki jo imamo. No, ampak dejstvo je, da smo takrat dokazali, da se da tudi v takih nekonkurenčnih pogojih poslovanja, kot so bili takrat v Jugoslaviji, prodreti v svet, prodajali smo dejansko po celem svetu in začeli graditi na našem imenu. No, potem se tudi za vojsko smo delali, ampak za tuje vojske. Jaz nikdar nisem hotel biti predmet debat v našem parlamentu, tako da smo rajše delali za tuje vojske. Seveda v športu in v takem tehnološkem izdelku je pomembno tudi, da si dober na tekmovanjih in zato smo se seveda udeleževali tudi tekmovanj in tudi zmagovali. Vendar tudi zmajarstvo je počasi začelo toniti in takrat smo se morali odločiti, kaj bomo naredili. Ali bomo potonili tako kot 50 drugih proizvajalcev motornih zmajev, ali bomo šli svojo pot v proizvodnjo letal. Letalstvo je takrat, ultralahko letalstvo je po svetu že postalo znano, bilo je približno 200 proizvajalcev letal in mi kot seveda iz neke države tam, ki se je navezovala na Rusijo, nismo imeli kakšnih velikih možnosti za uspeh, zato sem rekel, da moramo najti tržno nišo, ki bo samo naša in da moramo najti letalo oziroma tip letala, ki ga drugi še ne proizvajajo. In dejansko v ultralahkem letenju, takrat v ultralahkem letalstvu, še ni bilo motornega jadralnega letala. To je letala, ki lahko s pomočjo motorja se dvigne, potem pa motor lahko pilot zavestno ugasne in z njim jadra. Do takrat je veljalo, da če je motor ugasnil, je bila to katastrofa. Skratka, izhajal sem iz filozofije jadralnih letal in svoji ekipi sem dal zelo nedosegljiv cilj. In sicer, da mora letalo biti težko 285 kg, da mora biti dvosedežno, da mora s 50 konjskim motorjem poleteti z dolžine 100 metrov in da mora leteti 200 km na uro. Seveda so vsi rekli, to je nemogoče in tako naprej, vendar ker sem imel srečo, da sem imel vedno najboljšo ekipo na svetu, če lahko temu rečem, ne samo med zaposlenimi, ampak tudi med prijatelji, smo počasi začeli spreminjati filozofijo in smo videli, da z uporabo najmodernejših materialov, karbon, steklo, z uporabo laminarnih profilov, ki imajo manjše upore, z debelejšim krilom, čeprav ima večji upor, vendar zaradi tega lahko ugradimo tanjši nosilec, pridemo v to težo, ker če bi prišli na višjo težo, pač ne bi bili več v kategoriji ultralahkih letal. Z uporabo nekaj trikov, kot so ta krilca po celi dolžini in tako naprej, smo to letalo naredili. Vendar, seveda, razvoj letala je drag, ideja je bila dobra, kako ugotoviti, kako se bo odzval trg. Odšli smo na sejem v Nemčijo in v Nemčiji je bil odziv tak, da če bi imeli 30 letal, bi jih 30 tudi prodali. To pomeni, da smo predvideli pravilno trende, kam to gre. Iz sinusa je potem nastala vsa tudi druge družine letal, vendar je pomembno, da ko se odločimo, da razvijamo en izdelek, upoštevamo 3 zakonitosti. Zadnja dognanja znanosti, raziskav, lasten razvoj in pa seveda tak izdelek, da ga bo trg sprejel, da ga bomo lahko prodali. Če ta krog ni zaključen, lahko zgodbo takoj končamo in o naši uspešnosti ni več govora. Mi smo organizirani tako v podjetju, da imamo lastno načrtovanje, izdelujemo sami doma 5, 6, 7 prototipov, vse te prototipe potem preizkusimo na zemlji, preizkusimo v zraku in naredimo vsa orodja za serijsko izdelavo. Ko imamo orodja narejena,
Našo tehnologijo in orodja damo kooperantom. Organizirani smo tako kot avtomobilska industrija. Mi smo pred nekaj leti odkupili od Toyote tudi sistem tako imenovanih 20 ključev in imamo proizvodnjo organizirano tako, da praktično kooperanti nam naredijo vse sestavne dele. Letalo ima približno 5000 sestavnih delov. Ti deli pridejo ponovno v podjetje. Boste videli kasneje, kako potem ta sestava poteka. In ko je letalo narejeno, gremo z njim v zrak in naredimo osnovni servis, letalo preizkusimo in zapakiramo, damo v kontejner in letalo gre dalje. Seveda je pri tej organizaciji pomembno obvladovanje stroškov. Mi, kot bomo kasneje videli, no to so še testiranja, tako da to bi prosil kar hitreje, če lahko gremo malo naprej. Za obvladovanje stroškov imamo v sistemu 20 ključev pri Toyoti poslovanje tako organizirano, da vsak delavec mora znati več del, da vsako delo mora znati upravljati več delavcev in da že v skladišču pripravimo vse dele na tako imenovane vozičke po sistemu Kanban, da imamo za vsako letalo popoln nadzor in sledljivost vsakega najmanjšega zadnjega vijaka. Da se ve, na katero letalo je šel kakšen del, če pride slučajno do kakšne napake, da vemo, katere serijske številke so lahko v tem udeležene in katere ne. Tako da je organizacija sama proizvodnje pomembna iz stališča stroškov in pa seveda iz stališča kvalitete. Tehnologije same izdelave niso toliko pomembne zaradi tega, ker jih danes praktično vsi obvladujejo. In je boljše dati del izdelati ven, kot pa imeti, ne vem, bom rekel, en CNC stroj, za katerega moramo potem iskati delo tudi drugje. Gremo kar naprej. Tole je tisto, kar je pri izdelavi letala najpomembnejše. Kolektiv. Dan danes so odnosi, ki vladajo med nami, najpomembnejši. In vse se giblje okrog človeka. Mi smo si naredili delavnico, organizirali delavnico tako, da smo v njej zadovoljni. Vsak delavec si je sam organiziral delovni prostor, vsak delavec skrbi za svoj delovni prostor in ga tudi čisti, nimamo čistilke, tako da smo v svojem delovnem okolju zadovoljni. Imamo centralni sesalni sistem, imamo seveda pogoje, take kot bi jih lahko imeli, bom rekel, doma v dnevni sobi, zato da se v podjetju počutimo dobro. In to je potem pogoj seveda tudi za dober izdelek. Pri nas namreč napake ne sme biti, ker napaka pomeni seveda lahko katastrofo. No, seveda je rezultat takega dela navadno uspeh. Uspeh merimo po tem, koliko lahko prodamo, uspeh merimo po tem, kako nam kupci zaupajo in seveda, kako nas vidijo drugi. In to, kar smo videli oziroma slišali pred kakšnim mesecem, da nam je ameriška vesoljska agencija NASA praktično podelila svoje najvišje možno priznanje za avion prihodnosti in to enemu majhnemu podjetju iz no-name države, mislim, da govori samo zase, da gremo in da delamo v pravi smeri. No, to je tale virus, katerega bomo sedaj zapustili, da si bomo ogledali še nekaj stvari za naprej. In sicer letalo Taurus. Taurus je prvo dvosedežno jadralno letalo na svetu z razponom pod 15 kg, ki ima avtonomen tudi
motor za avtonomno poletanje. Če hočete tako letalo kupiti, ne glede ali ste iz Kitajske ali ste iz Južne Amerike, morate priti v našo pisarno in letalo ali pa preko naših zastopnikov letalo naročiti. S tem letalom mi pokrivamo 100% svetovni tržni delež. Do danes nobenemu ni uspelo takega letala narediti v tej teži, da bi lahko bilo v ultra lahki kategoriji. Seveda, to ima precej prednosti. Prvo je to, da so kupci pripravljeni tako letalo zelo dolgo čakati in ga avansno seveda tudi plačati. S tem lahko mi z njihovim denarjem razvijamo druga letala. Imate prednost, da imate prodano za 2-3 leta naprej, dokler konkurenca ne dvigne glave, in pa seveda, da svoj blagovni znamki dvigujete ceno. Ta rezultat te Nasine nagrade sicer se ne pozna še na prodaji, ampak se pa pozna na vrednosti Pipistrela. Zadnjič, ko je prišel gospod iz Amerike in nam ponujal vsoto, ki je nekajkrat večja od vrednosti našega podjetja, sem mu rekel, kako ste pripravljen tak denar dati za podjetje, ki izkazuje, da je zadolženo, seveda, če držimo denar kupcev in tako naprej, ne? Pa majhno podjetje, 30 zaposlenih, kje vidite tak potencial, da ste pripravljeni tak denar za podjetje dati? In veste, kaj je rekel? V vrednosti vaše blagovne znamke. Ne? To je tisto. Brand dan danes je blagovna znamka tisto, kar je pomembno. Namreč blagovna znamka je bistveni sestavni del dodane vrednosti. Jaz sem namreč prepričan, da dodano vrednost sestavlja samo obvladovanje stroškov, prodajna cena in pa blagovna znamka. Vendar, če boste vprašali statistiko, bojo rekli, da je to težko izmeriti, ker veste, statistika je čudna veda. Če boste vprašali statistike, kakšno leto imamo letos, bodo rekli, da imamo čisto normalno leto, ker je bila zima pretopla, poletje premrzlo in je povprečje temperatur čisto normalno. Ne? Tako da to je težko tako subjektivno o tem govoriti. No, zdaj seveda tukaj imamo pa eno zadevo, nadgradnjo našega Taurusa, in sicer to, kar boste vi danes prvič videli tukaj, in bi prosil enega od očetov, ki je sodeloval pri njemu tudi, da vam pokaže. Prvo dvosedežno električno letalo na svetu sploh. To letalo smo razvili tudi v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici, ki je danes naš gost. Se lahko kar dvigne, se me bo slišalo verjetno. No, to letalo ima tudi v trupu ugrajen motor, tako kot klasičen Taurus, vendar razlika je ta, da je ta motor električen. To letalo poganja elektromotor, razvit v Sloveniji, s kontrolerjem, ki je tudi razvit v Sloveniji, in pa s kompletnim know-howom razvitim v Sloveniji. To letalo je grajeno tako, da poleti samostojno in potem v zraku pilot motor ugasne in seveda jadra. Prednost tega letala je, da je seveda ekološko popolnoma čisto, ker ne onesnažuje okolja, in pa seveda tisto, kar smo vsi najbolj občutljivi zadnje čase, na hrup. To, če hočete sedaj, malo bo mogoče zapihalo, ampak da vidite samo, da dobite občutek, kako tiha bodo letala v bodočnosti, in pionir teh letal je danes tukaj pred nami. To je vse, kar bomo v bodoče od motornih letal slišali. Jaz sem popolnoma prepričan, da tukaj je moje vizionarstvo točno, da bomo v bodoče imeli kot pogonsko gorivo elektriko. V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici razvijamo sistem, mislim, da bo dovolj, hvala, razvijamo sistem naparjevanja organskih fotocelic na površino letala. Današnje fotocelice
so zato neprimerne, vendar prepričan sem, da bomo v bližnji prihodnosti lahko tudi površino letala prekrili z fotocelicami, tako da bomo tudi na tem področju postavljali še naprej standarde. No, to mislim, da bo treba motor dati dol, ker če ne vidijo na... Tako. Gremo kar naprej. Kje je Pipistrel danes? Izdelujemo 3 tipe letal, 4. je na poti, kot ga vidimo, in seveda se pojavlja na naslovnicah vseh možnih revij po svetu. Postavljamo letalske standarde, drugi nas imajo za vzgled, postajamo primer na univerzah, na razno raznih konvencijah, na razno raznih nagradah smo prisotni skoraj tedensko po celem svetu in seveda tudi rezultati, kot je oblet sveta, zmaga na svetovnem prvenstvu ali pa najvišje priznanje Mednarodne letalske zveze ali pa priznanje NASA, dokazujejo, da smo na pravi poti. Vendar od tukaj naprej mora začeti nova zgodba. Dejstvo je, da mi smo tukaj dosegli en svoj maksimum in zato smo se pred 2 letoma odločili, da bomo šli v lasten 2400 metrov velik razvojni center, ki bo vključeval laboratorije za razvoj aerodinamike, kompozitov, oddelek za prototyping, za testiranje, oddelek za razvoj brezpilotnih letal, za organske fotocelice. V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici že sedaj sodelujemo na 2 projektih, v naslednjih letih mislim, da bomo prav na področju aerodinamike in organskih fotocelic naredili zelo velike korake, o katerih bomo še slišali. Imeli bomo tudi dodiplomski program z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, z oddelkom Diskula. No, to, kar vidite za nami, to so vse testiranja, ki jih za letala seveda potrebujemo in bomo to seveda imeli tudi doma. Inštitut sam, če bo imel že tako vsebino, smo si ga zamislili, da mora imeti tudi ogrodje tako, da bomo na njega ponosni. Zato smo ga zastavili in zgradili kot energetsko popolnoma neodvisen objekt. Za pridobivanje hladne vode, za hlajenje ima pod seboj geosonde do 100 metrov, ki hladijo poleti objekt praktično za ceno ene vodne črpalke. Imamo lastno kogeneracijsko elektrarno, ki proizvaja elektriko, ki jo potrebujemo, in kot jalov proizvod toploto, ki jo uporabljamo za ogrevanje objekta. Ko te toplote ne potrebujemo, jo skladiščimo v 5000 kubičnih metrov velik bazen pod objektom. Na samem inštitutu pa raste, v teh dneh bomo jo pognali, največja sončna elektrarna v Sloveniji, in sicer 100-kilovatna sončna elektrarna, ki je pa namenjena izključno prodaji električne energije. V inštitutu bo delo dobilo približno 25 visoko šolanih ljudi. V tem trenutku imamo razpis za 5 doktorjev znanosti, to se mogoče sliši malo, vendar naj vam povem, da sem se zadnjič na strateškem svetu zgrozil, ko sem dobil informacijo, da je v Sloveniji v gospodarstvu zaposlenih 222 doktorjev znanosti, pomeni, da bo kolektiv od 30 zaposlenih zaposloval 2% vseh slovenskih doktorjev znanosti. To mislim, da je grozljiv podatek in da se moramo vsi z njim čim prej seznaniti in poskusiti spremeniti stanje. No, moja filozofija je, da prenos znanja v gospodarstvo se mora zgoditi, ker drugače si tehnologije ne predstavljam
in mislim, da je sodelovanje, ki ga imamo z Univerzo v Novi Gorici, eden od temeljev in pravih vodičev poti, kako naj bi to izgledalo. Vendar, ker pogoje za poslovanje ustvarja politika, sem pristaš tega, da gospodarstveniki gremo v politiko, ker politiki o gospodarstvu nimajo prav kaj dosti pojma in zato vsaj tisti, ki imamo to možnost, da lahko spremenimo pogled na gospodarstvo, moramo dvigniti svoj glas in se vključiti v politiko. No in sedaj še zaključna misel. Prej sem omenil 15 let fotografije, pa zmajarstvo, pa letalstvo in sedaj bi bilo logično pričakovati, da bo po naslednjih 15 letih Pipistrel mogoče nekam potonil, vendar verjemite mi, tudi če bo izgledalo, da je šel v eno smer, verjemite mi, da bo iz njega zraslo še več drugačnih pipistrelov, mogoče na drugačnih področjih, na katere bomo Ajdovci lahko ponosni. Hvala lepa. Hvala, Ivo, za to impresivno predavanje. Izvoli, prosim, da se še malo pogovorimo, bolj podrobno o teh zadevah. Nekaj vprašanj sem pripravil zate, sem pa prepričan, da jih boš več deležen tudi iz občinstva. Bo moja politična duša lahko dogovorila bolj tako nakladansko. Pa recimo, da jih razdelimo na dva dela, bolj podjetniška pa bolj letalska. Ja. Mi imamo tukaj precej študentov, ki so upisani na študijski program gospodarskega inženiringa, pa mogoče bi bilo za njih zanimivo, da malo bolj podrobno opišeš to usodno transformacijo iz tiskarne do letalstva, ali je bilo to potrebno kakšen denar nekemu, kakšne vreče spravljati, da si se bolj sigurov za naprej. Jaz moram reči, da sem bil vedno obsojen na lasten denar, čeprav mi zdaj občutitejo tudi tam od zadaj, vidite, da je ta razvoj Elektrotaurusa delno financira Evropska skupnost. Ja, dejstvo je, da zdaj zadnje čase imamo tudi malo denarja iz kakšnih razpisov. Čeprav, čisto za informacijo ne povem, ko smo se za Taurusa pred 4 leti prijavljali za sofinanciranje, je bil projekt zavrnjen na Ministrstvu za gospodarstvo, ker so ga ocenili kot nerealnega. Dejstvo pa je, da je tisti transformacija iz tiskarstva v letalstvo se je zgodila zelo spontano. Jaz sem bil namreč v tiskarstvu preveč zaposlen, ker tudi tam sem hotel biti dober ali pa najboljši in sem seveda cele dneve delal in takrat je bilo letenje še brezplačno in če sem prišel popoldne na letališče, so bila vsa letala zasedena in se moje letenje vedno bolj oddaljevalo, tako da ko sem se srečal z motornimi zmaji, moram reči, bil zelo srečen, da se je potem zvečer lahko moja duša malo sprostila v kakšnem šolskem krogu nad Ajdovščino z motornim zmajem. No, ampak zgodilo se je dejansko spontano. To, da smo si prvega motornega zmaja popravili, pa potem enega samega naredili, ker takrat je bila tehnologija seveda zelo enostavna, par cevi, Dacron in tako naprej. Motorji od Trabanta predelani so bili v glavnem. In je to potem počasi naraščalo, tako dejansko za prijatelja, seveda, če nisi imel denarja, si rekel, da mi denar za motor, pa si šel pol motor, tako nisem kakšnih velikih investicij nikdar imel, tako da bi se moral zelo veliko zakreditirati. Če najbolj zakreditiran sem zdaj, moram reči, od celega življenja. No, ampak gradnja motornih zmajev za druge prinaša določeno mero odgovornosti. Ja, glejte, to sem se takoj na začetku zavedal, zato sem tudi zelo intenzivno delal na zakonodaji. Takrat seveda to ne, da ni bilo zakonodaje, ampak je bil motorni zmaj celo prepovedan, seveda takrat tega tako imenovanega alternativnega letalstva ni bilo, mi smo bili out, mi smo lahko leteli zvečer, ko so Hangarjeva vrata zaprli, je rekel
upravnik, jaz grem domov, ne bom za nič kriv, ti pa zdaj s tisto plahto kar leti, če hočeš. Ne? In zato sem rekel, ne, jaz bom v tem vidim bodočnost, dejansko mal vizionarja sem vedno bil in sem šel do Beograda in sem rekel, dajmo to stvar legalizirati, nov način letenja in počasi sem seveda uspel tudi pri nas, zunaj je tudi seveda mehanizem delal po celem svetu in smo počasi prišli do prvega pravilnika o motornih zmajih in takrat je bilo zanimivo še mogoče to, kako sem jaz prišel sploh do tega, da sem uradno postal proizvajalec letal, ker jaz nisem imel seveda nobenega uradnega tehničnega znanja, ker sem študiral ekonomijo, vendar pa moram reči in dostikrat se spomnim na gospo Milanko Neškovič, ki je bila takrat šefica tukaj urada v Ajdovščini za drobno gospodarstvo in ko sem k njej prišel in sem rekel, da bi rad dodal moji tiskarski obrti še motorno zmajarstvo, je rekla, bomo ti zrihtali, da boš naredil izpit in če boš pač izpit naredil, da boš dokazal, da se na to spoznaš, ti bomo pač dodali. Ne? Je rekla, bom izpoklicala na letalsko zvezo in te bojo izprašali in v redu, ok. In ona pokliče na letalsko zvezo in so rekli, ni problema, imamo mi v Sloveniji strokovnjaka, zato kar ne bo Scarola, se obrnite. Ne? Zdaj pa nastaven majhen problem, kako lahko Boscarol sam sebe sprašuje. Ne? Ampak moram reči, da takrat so bili zelo fleksibilni na občini in še danes so, tukaj vedno povem, hvala tudi županu za njegovo fleksibilnost. Je rekla, veš kaj, enega na Elan 5, takrat je Elan delal letala, enega inženirja dobi, razloži mu, kaj je to motorni zmaj, naredi ta vprašanja in on te bo pred mano vprašal in ti boš odgovoril. In točno to se je zgodilo in jaz sem postal uraden proizvajalec motornih zmajev. Tako je bila zgodba. No, očitno je ena velika razlika med proizvodnjo ultralahkih letal, ki na prvi pogled za nas izgledajo kot ta prava letala in letal, ki niso ultralahka. Ja, glejte, prvo kot prvo je že zelo velika razlika med samimi ultralahkimi letali. Ne. Bom rekel, do našega prihoda v ultralahko področje so tudi ultralahka letala izgledala tako kot motorni zmaji. Ne. Bila so narejena, samo da niso imela takega trikotnega krila, so imela dve krili, ampak je bilo to narejeno iz platna, iz cevi in tako naprej. Mi smo bili praktično prvi z mojimi prijatelji iz Italije, ki so delali pač takrat Štorha, da smo videli možnost uveljavljanja kompozitnih plastičnih materialov v ultralahko področje. In glede na to, da smo imeli v Sloveniji izredno dosti tega know-howa, cel gorenjski bazen je delal jadralna letala, plastična jadralna letala za nemške proizvajalce letal, sem seveda imel med njimi prijatelje, nekateri so tudi danes tukaj in se mu tudi Sašo Tukolarju zelo zahvaljujem za njegov doprinos v našem podjetju in da je postal Ajdovec, da je prišel z Gorenjske dol, tako da mislim, da imamo še kakšno možnost se nadgraditi. Takrat je bil ta preskok, da so ultralahka letala postala podobna pravim letalom, če lahko temu rečem. Da smo lahko s to tehnologijo naredili tako letalo, kot je ta pravo, če lahko rečem, oziroma tisto težje, vendar v kilih oziroma v teži, ki je predpisana za ultralahka letala, to je tam nekje do 285 kil, 220 kil prazne teže. Mogoče še kakšno vprašanje iz občinstva? Evo. Mikrofon. Ja, mene... A se čuje? Mene se zanima, koliko recimo tako letalo s tem elektromotorjem, koliko bo to stalo v primerjavi z enim letalom? Ja, glede na to, da je bilo prej predavanje omejeno zaradi snemanja pač na določen čas, nisem tega prej povedal, ampak dejstvo je, da ko smo se mi odločili, da bomo šli v razvoj električnega pogona, smo vedeli, da bo tržno uspešno letalo in tržna uspešnost je pogoj za pokritje razvoja in tako naprej in tiste dodane vrednosti, kar sem prej govoril, je to, da se bo prodajalo. Prodajalo se bo pa na edino en način in sicer, da bo njegova cena
enaka klasičnemu, to se pravi z bencinskim motorjem, da bo njegova teža enaka, da bo imel iste karakteristike. Ne? In to so bili spet tako visoki cilji, da so moji sodelavci rekli, to ne bo možno, ne, ampak seveda pol smo pa začeli gruntati, kje so rezerve, kako in zdaj prihajamo do tega, da v naslednjih dneh ali pa tednih, ko bo letalo poletelo, smo dejansko ta cilj tudi dosegli. To letalo bo namreč lahko poletelo z enim polnjenjem baterij približno do 2500 metrov ali pa 3x do 800 metrov recimo, kar je popolnoma adekvatno letalu z benzinskim motorjem. Poletelo bo še vedno na 200 metri dolžine, stalo bo 85.000 evrov brez DDV-ja, toliko stane benzinsko. Skratka, njegova teža bo enaka kot tista prej. In to je pogoj, da ga bomo lahko prodajali. In moram vam reči, da takoj, ko smo plasirali že tako pol uradno informacijo, da to letalo izdelujemo, je nekaj naših kupcev, ki čakajo klasičnega Taurusa, ne, čakalna doba je sedaj kar skoraj do konca leta 2009, so rekli, če boste vi do takrat pridobili certifikate, bi mi kupili rajše jadralno letalo. In to je tisti najboljši način, ne, da si svojo vizijo toliko pred drugimi, da so kupci pripravljeni čakati na tvoj proizvod in ga tudi seveda avansno plačati. Se ne dela. A, dela, da. Večer. Mene zanima, v čem je vzrok, da delate letala Dela. v tako majhnem obsegu, zakaj ne razširite proizvodnje, da bi recimo skrajšali čakalno dobo? Ja, seveda vzrokov je kar nekaj. Ne. Prvo, eden glavnih vzrokov je ta, da je letalo izredno kompleksen izdelek. Zadnje sem se pogovarjal z nekom in je rekel, ja, Madonna, veš, sej Akrapovič ima pa tudi super proizvod, ne, pa cel svet ga pozna in tako naprej. Ja, sem rekel, se strinjam, vendar njegov izdelek je samo eden od 5000 na našem letalu. Ne. A veste, dejstvo je, da letalo ima svojih 95 sistemov, kot je izpušni sistem, hidravlične zavore, sistem za dvig motorja in tako naprej. In to vse v 290 kilogramih. Zato narediti, za teh 5000 delov, morate vi imeti prvo ko prvo, izredno dobro mrežo dobaviteljev, ki vam po vaših načrtih in tako naprej to dela. Če hočete povečati proizvodnjo, morate povečati mrežo vseh teh 5000 dobaviteljev. Morate usposobiti delavce doma, ki sestavljajo letalo. Morate povečati seveda birokracijo, ki je nujna, ker za vsako letalo se spremlja tak pok papirjev, da vemo, kaj se je z njim dogajalo in tako naprej. Je treba pridobiti certifikate po državah. Namreč vsaka država ima malo drugačno certifikacijo. Mi skoraj toliko damo za razvoj, damo tudi za pridobivanje certifikatov po vseh državah. In to je proces. Tako da iz enega letala na mesec na 2 na mesec je to ogromen proces. Veste, tako da to je prva stvar. Drugo kot drugo, ljudje so do novosti dostikrat nezaupljivi. Jaz vam bom povedal zdaj samim praktičen primer. Letos smo bili na sejmu v Friedrichshafenu v Nemčiji in je prišel en Američan in je gledal in božal letalo in 2 ure je bil okrog njega, rekel, kakšne čudovite linije, je rekel, ma tola drugi sam sanjajo, fantastično, ne. In veste, kaj je pol rekel, sam škoda, ki ni narejeno z aluminija. In pol je Tine, mu je rekel, ma si ni problem, se mi ven tudi fake kovice narišemo, če hočete, ne. Ampak dejstvo je, da ljudje težko v glavi prešaltajo za tehnologije, za vse, kar je novega, ne. In zato se tudi trg ne širi tako hitro, kot bi si mi želeli, ne. Posebno pa na tem oskem področju, ki ga hočemo mi zadržati zase, to so ta jadralna letala s pomožnim motorjem, ne. Določenih predelih sveta tega tipa letal sploh ne poznajo, jih še sedaj šele navajamo na to, da tudi taka letala obstajajo, ne. To je en vidik. Drugi vidik je pa mogoče ta, da hočemo s tem si nekako držati tudi ceno na trgu pa rabljenih letal in tako naprej. Tako da vsa naša rabljena letala, ki so na trgu, imajo več ali manj višjo ceno, kakor pa nova letala, zaradi tega, ker je dobavni rok zelo dolg, ne. Tako da s tem malo to nadziramo. Drugo pa tudi to, da dejansko je ta tržna niša manjša,
kot bi si jo želeli. Naslednja zadeva, kar je pa najpomembnejša, je pa ta, da je moja filozofija ta, da bi radi obdržali nadzor nad projekti oziroma nad Pipistrelovimi izdelki. Sej veste, mi bi lahko jutri proizvodnjo nekem preselili. Vendar jaz sem zdaj šel v razširitev dejavnosti ravno zaradi tega, da bom nam vsem in zaposlenim dal večjo socialno varnost, ker letalstvo ne glede, da ima visoko dodano vrednost, je tudi zelo rizično. Jutri mi dva padeta dol in smo lahko vsi brez dela. Zato gremo zdaj v proizvodnjo elektrike, gremo v načrtovanje, gremo tudi v druge dejavnosti, da bomo manj ranljivi. In to je tudi eden od, bom rekel, eden od motivov, zakaj ne gremo, ne vem, v kakšno veliko proizvodnjo oziroma zakaj ne damo sestavljati ven. Se veste, v končni ceni našega letala je 12% stroška delovne sile. Če dam jaz letalo delati na Kitajsko in da mi ga naredijo zastonj, bo sam 12% cenej, pa če mi ga zastonj sem pripeljejo. Zato je bolj, da jaz svojim delavcem nudim tukaj en normalen standard in da naredimo tal kot lahko in da nadziramo zadevo. Sej mogoče je Američanu težko to dopovedati, ker te filozofije ne razume, ne, ampak tako je. Mal daljši odgovor. Bom pri drugih krajši obljubim. A bomo kdaj videli reaktivni Taurus? Ja, zakaj pa ne? Se to, mislim, tehnologija je znana, samo bolj moramo en par ajdovcev in cestanu deložirati zaradi hrupa. Namreč tako je, ne, mislim, mi zelo skrbimo dejansko za okolje, ni nam vseeno, kako nas drugi sprejemajo. Naša letala so že sedaj med najtišjimi, na vseh tekmovanjih hrupa pobiramo prva mesta, tako da poraba naših letal je ne za tretjino, tudi za 3-krat nižja od drugih konkurentov, ker so tako aerodinamično čista. In zdaj, če gremo v reaktivna letala, seveda tam je hrup drugačen, je poraba večja in če bomo šli v reaktivno letalo, to sigurno ne bo na Taurusu, ampak bo to, ne vem, bom rekel, poslovni jet, 5-sedežni ali kaj takega, do katerega je sicer zelo majhen tehničen korak, če mene vprašate, oziroma je obvladljiv tudi za naš ali pa, bom rekel, s novim inštitutom. Večji problem je pa tehnični suport oblasti. Namreč, veste, letalstvo je povsod po svetu strateška dejavnost. Pred 20 leti, ko sem jaz začel, je v Avstriji en podoben projekt nastajal, ki je se imenoval, oziroma podjetje je bilo Diamond Aircraft. Enako so začeli v garaži, približno tako kot jaz, vendar je potem Avstrija uvidela, da je letalstvo strateška panoga, so jim dali brezplačno površine v Wiener Neustadtu, sprivatizirali so Austrocontrol, da jim je bil support, Rotaxu so subvencionirali razvoj novega motorja in danes je Diamond Aircraft svetovni player, izdeluje reaktivna letala, 4-sedežna letala, 5-sedežna letala, dvomotorna in tako naprej, zaposluje 80,000 ljudi. V Sloveniji mi lahko naredimo tudi poslovno letalo, vendar ga bo bistveno težje prodati kot pa ultralahko letalo, ker pridemo pri prodaji, naletimo na seveda lobije drugih držav. In Slovenija je sicer polnopravna članica EASE, vendar na našem direktoratu za letalstvo nimamo niti oddelka za industrijo, ne. Tako da mi za vsak dokument, ki ga rabimo zadati z letalom, prosimo in iščemo človeka, ki je prost in tako naprej. Tako da tukaj ta support je bistveno pomembnejši kot pa sama proizvodnja letala. Jaz sem sam za ilustracijo še povem, da ne glede na to, da smo zdaj v Ameriki prijeli to nasino priznanje, v Ameriko še vedno izvažamo preko Avstralije pa po vseh drugih variantah, zaradi tega, ker Slovenija nima podpisanega z Ameriko bilateralnega sporazuma na področju letalske varnosti in če tega sporazuma ni, v Ameriko ne moreš direktno izvažati, ne. Mislim, s takimi stvarmi se borimo, ne, ampak to je del naše karme. Kakšno vprašanje iz občinstva? Tam je. Kadar so ljudje inovatorji in kadar svojo inovativnost pokažejo na ta način,
da lansirajo projekt, ki se izkaže za najprej na začetku kot zanimiv ali pa ne. Vprašanje, rekli ste, da tudi vi niste dobili denar, kadar ste poskusili na slovenska vrata. Kako je s plagiatorstvom? Ali imate vaša letala patentirana? Kako je s konkurenco, ki sigurno si ni jim prav, da so se pojavili tisti, ki so boljši ne na sam enem področju, ampak in energetskem, in glede onesnaževanja, in glede hrupa, in glede oblike, in glede še marsičesa, kar je danes zdaj moram povedati. Ja, tako bom rekel. V Evropi je povprečna cena patenta primerljiva s ceno našega letala. 60-70 tisoč evrov stane patent, za razliko od Amerike, kjer stane $7,000, 10krat manj. Zato si mi kot tako majhno podjetje enostavno ne moremo privoščiti, da bi karkoli patentirali, ker bi se pojedli. Edini naš patent in edina naša konkurenčna prednost je ta, da razvijamo toliko hitro nove modele, da imamo še vedno en korak pred drugimi. Seveda, tako letalo, kot je Sinus, ki je nastalo v 96. leta, sedaj je kar nekaj konkurence že, Čehi pa drugi, vendar, veste, to, kar sem prej govoril, brand je pa tukaj tisti, ki ga ne morajo skopirati. Blagovna znamka je tista, ki v letalstvu pomeni zelo dosti. To je prva stvar in druga stvar so certifikati. Če imate vi v eni državi certifikat, homologacijo za letalo, nekdo tudi, če naredi popolnoma enako letalo, ga ne more prodajati, ker ste vi lastnik certifikata oziroma homologacije. Tako da tukaj ena določena zaščita je. Seveda bi bilo pa krasno iti tudi v patentne zaščite, dosti naših rešitev, vendar jaz nisem uspešen, moram reči, na tem področju, da bi se dalo v Sloveniji, tako kot na dosti drugih področjih, tudi dobiti kakšne subvencije ali pa močna sofinanciranja za patente, zlasti za manjša podjetja, kar mislim, da bi bilo nujno. V Sloveniji je pa sploh še tako, da moram reči, da tisto, kar je patentne zaščite, ima v veliki večini, imajo posamezniki, inovatori, ki so dejansko sposobni drugače misliti, vendar potem njihovi patenti ne zaživijo v praksi, ker so ali predragi, ali pa ne dobijo pravega investitorja. Medtem, ko je ena taka majhna industrija, kot smo mi, ki pa seveda svoji patenti oziroma drugačnost razmišljanja, inovacije nujno potrebni, pa enostavno nimajo denarja za zaščito. Mi ja tudi nimamo. No, če ni kakšnih vprašanj nujnih zdaj, bi jaz predlagal, da se Ivu Boscarolu še enkrat zahvalimo za to lepo predavanje in vas vabim tudi na pogovor z predavateljem ob kozarčku. Jaz bi se vam tudi zahvalil, ker pa smo imeli 20. oktobra, tako kot sem že rekel, 20. obletnico imena in pa dejavnosti Pipistrel, so danes med nami tudi naši zaposleni in bomo tukaj malo ob zakuski proslavili tale naš jubilej in vas vabim, da se nam pridružite, kolektivu in pa seveda vsem našim sodelavcem, tudi predstavnikom univerze, tudi županu, ki razume našo pot in nam stoji ob strani. Se res globoko zahvaljujem in upam in sem prepričan in vam obljubim, da vas tudi v bodoče ne bomo razočarali. Hvala lepa. Okay.